In 102, prvo mesto izrinil. To je tvoja prva mladinska zmaga, ne? Ja, res je. In še kar nekaj točk si prispeval za klub, kako zadovoljen torej z zaključkom sezone? Zelo dobro zaključil, ja. V petek sem padel, sem malo poškodoval, tako da sem kar zadovoljen. Zelo. A si še drugo leto mladinec ali greš naprej? Sem še mladinec, ja. Torej, verjetno ciljaš na zmage še v drugi sezoni, ne? Ja, bom probal, ne? Ne moram druge reči. Špela, a je letel? Tako no, je pa ni. Ja, za zmago je bilo očitno dovolj. Ja, to je to, ker sem v bistvu ful presenečena, ker nisem praktično nič prek sebe peljala, čistko pač na easy. Zdaj pa trenirate, ne? Za naslednje leto. Ja, s treningom bom nadaljevala tako, kot do zdaj, ne? Kot kaže, izgleda uspešen. S časom vse pride. Poznaš pravila slovenskega pokala za skupno razvrstitev? Ja, poznam. In kaj rečejo, če ima ta dva na koncu enako število točk? Da velja zadnja dirka. Kar pomeni, da je Rebeka zmagovalka pokala Slovenije za sezono 2011. Čestitam. Hvala. To je oblična to, da nisi bila prva uradna državna prvakinja po toliko neuradnih naslovih, ne? Res je, ja. Tako da žal zadaj ni bilo, ne, ampak enkrat je ena, drugič je druga, ne. Taka je ta matematika, ne? Taka je, ne. Simpel. No, poveseli se malo nocoj. Ha? Poveseli se malo nocoj. Bom, če bom lahko odvigla ramo. Kaj pa boli? Rock'n'rolli me je sesulku, da ne rečem kone. Ampak mlade dekleta prihajajo, si videla, da on špela? Res je, hvala Bogu, da prihajajo. Bomo šli lahko mi počasi stran, ne. Hvala lepa. Na koncu je šlo za mikro oziroma točke in povsem enako število točk imata z Rebeko in na koncu je odločilo pravilo zadnje dirke, tako da si druga v pokalu. Te je to kaj užalostilo? Ne, ker sem že prije vedela, da druga. Ko sem vedela, da me obe ekipi tako prehitela, kakorkoli se obrne, tako da me ni nič žalostilo. Torej, malo ti je še Špela pomagala, ker je prehitela, ampak na koncu ste izenačeni in pokali njen, ne? Ja, saj so se lepo zdelili, lani sem imela jaz pokalno, pa ona državna prvakinja, letos so se pobrali, pa je. Za vsakogar nekaj. Zdaj pa mleko pit, pa vse take stvari, ne? Da se kosti pocelijo in se vidimo v 2012. Ok. Kakšen poseben program že za naslednje leto? Svetovni pokal? Ja, bomo probali na te evropske, ki so svetovne pokale, ki so v Evropi, čim bližje. Pa to. Poučiti se ne padati. To vam zdaj plan. No, si vidimo drugo leto. Adios. Druge mesto zapeča čestitke kakor njemu, Pandurju in vsem ostalim, predvsem pa Nelcu Rutarju, ki je postal državni prvak v elitni kategoriji. Respekt. Še enkrat čestitke vsem, ki ste se danes spustili po tej progi, čestitke vsem, ki ste prišli podpreti mountain bike sceno. Prav, Nec! A ti je bilo jasno, ko si prišel v cilj, da bo tole dosti za zmago? Ne, to sigurno ne, zato ker nisem bil jih na volji dan za dirkat, ne vem zakaj. Tako slabo sem se počutil, bolj za nič, tako da ta rezultat mi je zelo razveselil, tako da cajt je tudi dober, no. Napake so bile, ima itak jih naredil, vsaka je taka težka proha, zelo razsuta, prah je zelo pozimi, bolj kot zjutraj, tako da zakon, no, to bo žan. Primeril si ti pa en dosti resen padec včeraj,
Ja, padec je bil, bojiš ne bom pravo kaj ratla, ker smo se smejali, tako da ja, še zdaj čutim posledice, tako da bo pa v naslednjih dveh bojiš in potem bomo spet nadaljevali. Žiga, drugo mesto, čestitam dvojna zmaga za Unior Tools Team. Najhitrejši si bil v polfinalu, si mislil, da je danes morda lahko Nejca stisneš? Pač prav sem odmisliti kakršenkoli pritisk, no. Pa sem rekel, pač tako, kot na treningu je šlo, ne. In se mi zdi, da se mi je finalna vožnja kar posrečila. Pač neki napak je bilo, ampak se mi zdi, da sem zadovoljen s svojo vožnjo, tako da tudi z drugim mestom nisem nič manj zadovoljen, kot če bi bil prvi. Takle nastop, če bi bil tukaj spet svetovni pokal, verjetno bi bilo dovolj za finale, kaj misliš? Ja, to bomo mogli pa kdaj drugič vprašati. Ne vem, najbrž bi bilo, no, ker ni toliko šloh konkurenca tukaj, tako da mislim, da bi šlo na not. Kako zadovoljen s tretjim mestom? Ja, sem kar zadovoljen. Živo sem na progi, čeprav me je roka bolela včerajšnjega padca. To lahko bi še kako vinek bolj spustil, malo preveč sem zabremzil, drugače pa bolj na kondiciji delati. Se pravi, zima na valjih? Ne, letos sem malo spremenil trening, pa bomo videli, kako bo spomladi, oziroma začetek sezone.